A greste kar za mano? To je za cerko dela, ne? To imate za cerko. Cena je podpisna od naročnika. Začetki današnje orglarske delavnice segajo v leto 1990, ko smo v Brestovcu pri Rogaški Slatini začeli restaurirati stare in graditi nove orgle. Zaposluje prek 50 delavcev različnih specializacij, ki obvladajo vse od zahtevnih tehnologij računalniškega načrtovanja in vodenja modernih strojev do mojstrov zanimivih ročnih spretnosti, pod rokami katerih se navaden les spreminja v čudovite rezbarske dodatke. V naši delavnici enako skrbno in natančno izdelujemo tako velike, kakor tudi manjše orgle in restauriramo stare instrumente. Prizadevamo si, da so orgle izdelane v naši delavnici kvalitetne in imajo lep, jasen zvok. Veliko pozornost posvečamo izdelavi piščali in njihovi pravilni intonaciji. Do danes je bilo v naši orglarski delavnici izdelanih in restauriranih preko 200 večjih in manjših orgel. Največjih pojev v Sloveniji slišijo pa se tudi na Hrvaškem, v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Veliki Britaniji, Belgiji, Luksemburgu, Franciji, na Portugalskem, Nizozemskem, Poljskem, na Češkem, v Bosni in Hercegovini, Nigeriji, Ameriki in celo v Rusiji ter Južni Koreji. Kakovost našega dela potrjuje tudi več domačih in mednarodnih priznanj. Ker orgle največkrat postavljamo v prostorih, ki že imajo svojo kulturno-zgodovinsko identiteto, je pri načrtovanju le-teh potrebno upoštevati vrsto vidikov, od kulturno-zgodovinskih do akustičnih lastnosti prostora. Skupaj z naročnikom se najprej odločimo za primerno velikost orgel in njihov glasbeni značaj. Izberemo ustrezno dispozicijo, to je število in značaj registrov ter njihovo razporeditev. Skupaj z različnimi strokovnjaki, arhitekti, glasbeniki, predstavniki organizacij za zaščito kulturne dediščine, nato določimo izgled ohišja, orgelske omare in tako imenovani prospekt. Načrtovanje orgel nato poteka v našem biroju s pomočjo najsodobnejših računalniških orodij. Za posamezne orgle, odvisno od njihove velikosti, izdelamo nekaj 100 kvadratnih metrov načrtov. Orgle so sestavljene iz več tisoč delov iz različnih materialov, predvsem lesenih in kovinskih. Eden od najpomembnejših delov je seveda orgelska piščal, ki je lahko kovinska ali lesena. Kovinske piščali so izdelane iz specialne pločevine, zlitine cinka in svinca, katero po posebnem postopku vlivamo v naši livarni, katera je najsodobnejša v Evropi. Za različne kovinske registre je zlitina razmerje med cinkom in svincem različna. Tudi od tega je namreč odvisna narava zvoka, ki jo bo kasneje piščal imela. Pločevina se nato pravilno obdela, struži in pripravi za izdelavo kovinske piščali. Na posebnih šablonah se ustrezno okvirijo posamezni deli piščali, na kar se vsaka piščal posebej sestavi s postopkom vročega spajkanja. Kovinske piščali so lahko ustnične, labialne ali jezične, lingualne. Izdelane piščali se nato operajo v posebni kopeli. Piščali, ki so bili v prospektu, pa se še dodatno polirajo. Tako pripravljeni piščali se nato uglasijo. Preden je pripravljena za vgraditev, gre vsaka piščal vsaj 50krat skozi naše pridne roke.
Lesene piščali so izdelane iz različnih vrst lesa. Najpogosteje se uporabljajo smreka, bor, javor, češnja in hruška. Največje lesene piščali so v pedalnih registrih in pri običajnih manjših orglah merijo preko 2,5 metra, pri večjih orglah pa tudi od 5 do 10 metrov. Vsak del zapiščal z ročnimi veščinami in na posebnih strojih najprej natančno obdelamo, na kar piščal sestavimo. Piščali so lepljene, zunaj in znotraj zaščitene proti koristnim zajedavcem. Izdelane piščali so postavljene na sapnici. Čeprav se to na zume ne vidi, je sapnica pravzaprav najpomembnejši del orgel. Sapnica prek zračnih kanalov in ventilov, ki so povezani s tipkami na igralniku, tipke manualov, pedala in registrski manobriji, oskrbuje posamezne piščali s stisnjenim zrakom, ki po posebnih zračnih kanalih pride iz mehovja. Sapnice v naših orglah so napotene. Ogrodje sapnic je zgrajeno iz kvalitetne vezane plošče, odporne na vlago in je okrepljeno z masivnim hrastovim lesom. Potezni drsniki so izdelani iz Perdinax plošč ali hrastovega lesa. Podstavki piščali in zračnih komor so iz volovega lesa in so večkrat lepljeni, kar preprečuje kakršnokoli krivljenje podstavkov piščali. Ventili so izdelani iz izbranega, gostorastlega smrekovega lesa. Oblepljeni so s kvalitetnim usnjem in filcem. Potezne žice ventilov so izdelane iz pocinkane in eloksirane medeline. Igralnik je lahko prosto stoječ, samostojen ali vgrajen v hišje orgel. Pri večjih orglah ima igralnik običajno več manualov. Na manualih in pedalu so tipke obložene s posebnim lesom, običajno ebenovino, z grenadilom ali pa z ustrezno kostjo in mineralno obloko. Tipke poltonov se obložijo z različnimi vrstami lesa. Klaviatura pedala je izdelana iz hrastovega lesa s posebnimi natančnimi vodili pedalnih tipk. Manualne turi je možna izvedba kombinacij, kot so pleno ali celo proste kombinacije. Dodajamo tudi računalniško podporo, ki omogoča organistu lažjo in enostavno izbiro registrov in tudi do 4000 in več kombinacij. Prenosnice na mehanskih orglah so izdelane iz aluminijastih profilov z vgrajenimi ročicami iz masivnega lesa. Potezne letvice so iz gostorastlega smrekovega lesa in so opremljene samopotezno mehansko obloko. Mehanika registrov je iz pohištvenega jekla in obdana z ležali. Posamezni elementi so povezani s poteznimi letvami iz smrekovega lesa. Mehanske osi so izdelane iz kvalitetnega nerjavičega jekla. Potezne palice registrov, manobriji, so iz masivnega lesa različnih vrst, po želji naročnika. Ohišje igralnika z notnim podstavkom in organistova klop, ki je nastavljiva po višini, sta izdelana iz kvalitetnega masivnega lesa, ki je skupaj s celotnim ohišjem orgel prilagojeno prostoru, v katerem bodo orgle stale. Mire, premiri in menzure posameznih piščali se prilagodijo natanko vsaki akustiki prostora posebej, ker bodo orgle postavljene. Tonske mire se določijo. Naknadno in dokončno se piščali intonirajo še v prostoru, kjer so orgle postavljene. Čeprav so možne tudi drugačne uglasitve, so piščali običajno uglašene na normalni A-ton 440 Hz pri temperaturi 15 do 18 stopinj in temperirane na enako valovanje. Nove orgle pred dokončno montažo postavimo in preizkusimo v naši delavnici, nato jih demontiramo in prepeljemo na mesto, kjer jih dokončno postavimo. Vabimo vas, da si vzamete čas. Tole vidimo ene harmonije. To je niso prav orgel, harmonije so tudi na zrak, ampak se ročno prepolnijo, da se zrak napila v mehe
in imajo notri jezik kovinska registra. To so pedal. Obešen pedal, kar pomeni, da je obešen za prvi manual in ko ti igraš pedalno klaviaturo, ti do F1, kar obsega pedalna klaviatura, tudi tipka vleče gore na manual in zraven. Te nimajo jezičnih registrov. Vse piščali, te so iz borovega lesa, masivnega. Pri nas več ali manj boste videli samo masivni les, vezanega lesa oziroma Prvi možno v Sloveniji, ki bi vas vprašal, Vesevška dolina. Kje so bili? V Davču. Včasih se je odličilo ročno, ne? Gledamo to, Tle zgoraj nad cerkvijo bi se videla drugače tista glavna cerkev, ampak nažalost nam danes ni namenjen. Mogoče kasneje.